ob tej priložnosti po Darku Milaniču v imenu kluba čestital direktor Bojan Ban. Darko Milanič! Črpanje samozavesti za povratni obračun s Palermom je uspelo. Zanesljiva zmaga nad Celjani pomeni, da so se vijoličasti obenem tudi vrnili na vrh prvenstvene lestvice. Kakovosten prvi polčas je prinesel odločitev 2 golov prednosti v režiji Josipa Iličiča in Roberta Beriča, ki je debitantski nastop v prvi enajsterici kronal z asistenco in prvim golom v vijoličastem dresu. Darko Milanič je v svoji 100. uradni tekmi lahko brezskrbno užival, sedaj pa so vse misli usmerjene k četrtku. Tako sem čestitke za zmago, ponovno smo videli težko predstavo vašega igralca. Hvala lepa. Jasno je, da po tako kratkem času, po tej tekmi v Palermu, težko pričakovati blestečo predstavo, vendar fantje res stojijo in pa tudi tečejo, kombinirajo na igrišču zelo dobro v tem trenutku. V prvem polčasu smo bili izredni, dvakrat zadeli zelo lepo in imeli še nekaj obetavnih akcij. Tako da smo bili veliko boljši nasprotnik kot Celje. V drugem polčasu smo pa zelo izkušeno tekmo pripeljali do konca. Imeli nekaj obetavnih protinapadov, vse tako rekoč vse nalete nasprotnika pa smo mirno ustavili, tako da fantje si za to predstavo zaslužijo čestitke. Seveda ne bomo mimo dejstva, v četrtek vas čaka povratno srečanje. Videli smo napis vaših najbolj zvestih navijačev, kaj pravite? Tako, mene osebno in pa vse skupaj mora veseliti ta pozitivna miselnost, ki jo imajo navijači, to pomeni verjamejo v našo moč, v to, da lahko prevrnemo rezultat. Jasno je, da se zavedamo, da bo to težko, vendar v teh težkih trenutkih nam stojijo, nas porivajo tako rekoč naprej in pač jasno, da si želimo najboljše. Želimo se odigrati dobro, želimo hitro zadeti, po možnosti tudi zmagati s takim rezultatom. To je želja, na igrišču bomo poskušali čisto vse, kar je v naši moči. Prosim. Ja, še eno vprašanje. Torej, govorilo se je veliko v tem času, da bi naj klub zapustila tako Bačinović kot tudi Iličić. Ne bom direktno vprašala, vendar pa kaj bi to sedaj, ko ste že formirali moštvo, pomenilo za vas, če bi klub zapustila ta 2 igralca? Jasno je, da se vsaka sprememba pozna. Da bi to bil že 4. odhod zvezdnih igralcev v zelo kratkem času, da bi morali se zmisliti kaj na hitro. Vendar, če se samo spomnimo, kako hitro se je vse skupaj zgodilo z Josipom, on je prišel, odigral teh par tekem čudovito in če bo zdaj res odšel, se bomo upam, da se bomo uspeli kaj izmisliti. To pomeni, da bomo nekoga pripeljali oziroma da bomo v moštvu, ker imamo veliko število kvalitetnih igralcev, najdli nekoga, kateri bo zablestel v tem trenutku. Enostavno velikega števila odličnih igralcev ni lahko nadomestiti, vendar
se bomo morali nekako prvo v moštvu, potem pa, če bomo bili v stanju koga pripeljati, še kaj formirati na novo. Josip je tudi danes pokazal svojo kvaliteto, prav tako pa tudi Berić. Ja, Berić je jasno izreden potencial. Pokazal je že z vstopom na prejšnji prvenstveni tekmi, da moramo računati nanj. To dokazuje tudi na vsakem treningu. Tokrat je zadev in kar nekajkrat bil zelo nevaren. Tako da fant ima, prepričan sem, svetlo bodočnost. Najlepša hvala. Prosim. Aleš, iskrene čestitke za zmago. Tudi danes je bilo videti, da ste v naletu, da vas enostavno ni zaustaviti. Ja, res je, da smo danes spet prikazali eno odlično igro, še posebej v prvem polčasu, kjer smo tudi dosegali te 2 zadetka, potem nekako kontrolirali igro skozi celo srečanje, na koncu pripeljali rutinsko tekmo do konca. Bilo je, v bistvu mogli smo se skoncentrirati tudi na domače prvenstvo in malo smo utrujeni, ampak jaz, tako kot ste rekel, da smo v naletu, jaz verjamem, mislim, da tudi drugi vidijo, da res nekako delujemo odlično in to se kaže na igrišču in jaz upam, da bo v četrtek tudi podobna zgodba in pa seveda zmaga proti Palermu. Vi ste videli napis najbolj zvestih navijačev Maribora. Kaj vam to pomeni, kako komentirate? Ja, sigurno, da se čuti, da v bistvu je publika z nami, da vemo, da je razprodan štadion, to nam daje še tisto dodatno moč, dodaten motiv. V fuzbalu je vse mogoče, tako da mi se ne bomo predali do zadnje minute, probali bomo doseči čim prej zadetek, prikazati spet eno odlično igro, potem bomo pa na koncu sešteli rezultat. Kaj vam pomeni to in soigralcem, kako bi ste mogoče kaj spremenili na to temo, na kratko se spomnili? Ja, sigurno, da vsak od nas je sigurno videl to in se pravim, jaz mislim, da je to še tista dodatna spodbuda, da upanje umira zadnje in tako, da mi bomo pač res se potrudili po najboljših močeh in jaz upam in verjamem, da nam bo uspelo. Hvala lepa. Iskrene čestitke, nove 3 točke, s katerimi se je Maribor seveda suvereno, sedaj lahko rečemo s tekmo manj, povzpel na vrh lestvice, zato pa iskrene čestitke tudi ob vašem golu. En komentar samo na to vse skupaj, na potek same tekme. Hvala za čestitke. Tekmo smo dobro odprli, mislim, da smo prevladali prvih pol ure, smo zabili 2 gola, pol proti koncu prvega polčasa nas je malo zmanjkalo. V drugi polčas smo šli malo boljše, smo pač pripeljali tekmo do konca, tako da hvala Bogu smo zmagali. Kaj to pomeni, ko ste rekli pripeljali tekmo do konca, seveda bi lahko padel še kakšen gol, bi morali proti tekmecu, kot je Celje, igrati še malo bolj trdo? Seveda bi lahko padel še kak gol, sam pač tam tovariš je zadev prečko, pač enostavno nam ni šlo v gol, tako da nimam kaj za reči. Kaj pa komentirate ob tem vašem zadetku? Ja, pač hvala Bogu sem zadev prvenec v Mariboru, tako da upam, da bom tako nadaljeval. Sedaj vas čaka novi izziv v četrtek, seveda potrebno se bo dobro pripraviti, kajti tempo je izredno naporen. Kako bo vaš ritem potekal sedaj? Bomo videli, zdaj pač smo osredotočeni na Palermo. Jutro bomo naredili en regeneracijski trening, pa vse moči upremo v Palermo. Ok, hvala lepa.